Spoštovani gospod predsednik Državnega sveta, ekscelence, spoštovani predsednik oziroma direktor Študijskega centra za narodno spravo, spoštovani gospod Kaminski, predsednik Evropske platforme spomina in vesti, spoštovani gospe in gospodje. Najprej hvala Državnemu svetu za gostiteljstvo te konference, Študijskemu centru za narodno spravo, za organizacijo in vsem ostalim, ki ste sodelovali pri pripravi tega dogodka, ki je še toliko bolj pomemben, ker Slovenija v letošnjem letu vodi tudi svet Evropske unije. Evropi oziroma Evropski uniji, Evropskemu parlamentu je bilo potrebno več kot 15 let, da je bila sprejeta resolucija, na podlagi katere praznujemo oziroma obhajamo ta dan spomina. Zdaj že ta časovna distanca med padci totalitarnega komunističnega režima v Evropi oziroma med padcem Berlinskega zidu, ki je nekakšna simbolna prelomnica, in med tem, da je Evropski parlament odločil o takšni resoluciji, kaže na to, da gre za zapleteno vprašanje, ki je delilo duhove ne samo na vzhodu, ampak tudi v zahodnem delu Evropske unije. Zdaj, s tem vprašanjem se je prej bolj podrobneje in bolj, bi lahko rekli, ob svežem spominu ukvarjala neka druga evropska institucija, Svet Evrope. Svet Evrope je sprejel 2 resoluciji na to temo, ki sta, bi lahko rekli, bolj natančni, zato ker sta bili sprejeti v 90 letih, ko so bili spomini še sveži. In dejstvo je, da se v tem trenutku, če gledamo vsa ta 30 letja nazaj, žal v velikem delu Evropske unije uresničuje tisto opozorilo iz resolucije številka 1096 Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki opozarja na to, kaj nas lahko čaka v Evropi oziroma v delu Evrope, če razgradnja dediščine totalitarnih režimov ne bo celovita. Žal je Slovenija danes med tistimi postkomunističnimi državami, kjer smo najbolj globoko obtičali nekje na sredi poti. Zdaj, tako direktor Študijskega centra za narodno spravo kot predsednik Državnega sveta sta precej konkretno navedla, kaj je bilo v smislu razgradnje te dediščine in korakov k narodni spravi v Sloveniji v tem času doseženo in kaj ni bilo. Zato jaz tega ne bom ponavljal. Žal, ko primerjamo to, kar smo naredili v Sloveniji z državami Višegrajske skupine ali pa sploh praktično vsemi ostalimi državami, ki so imele komunistične režime po drugi svetovni vojni, ugotavljamo, da nas čaka še veliko dela, da smo zdaj, če govorimo konkretno o narodni spravi, nekje mogoče na koncu prve tretjine. Se pravi, v tem času smo predvsem uspeli ohraniti spomin pred pozabo. Danes nihče v Sloveniji ne more reči, da ne pozna ali pa da nima možnosti, da pozna vso resnico. Vse plati dogajanj v času vseh totalitarizmov, pod katerimi smo Slovenci trpeli, in velik del Slovenije je trpel najprej pod fašizmom, potem pod nacizmom in potem pod komunizmom najdlje časa. Zdaj, ob tem prehodu leta 1990 90% tega vedenja, 90% prebivalcev Slovenije ni imelo možnosti, ker je bila to tabu tema. Šel si v zapor, če si o tem pisal ali pa govoril. V glavnem, šel vse, če si bil konkreten.
Danes temu ni več tako. Se pravi, nek uspeh je bil dosežen, še posebej hvala vsem, ki ste v tem času delali v Študijskem centru za narodno spravo, v civilno-družbenih asociacijah, kot je Združenje Oblipi sprave in drugih institucijah, vsem, ki ste pisali o tem, vsem, ki ste sodelovali pri izdaji zbornika Temna stran meseca, ki je bil prvi tak poskus, da se celovito zaobjame ta problem. In seveda hvala vsem, ki ste bili med predlagatelji, pa med tistimi, ki ste glasovali za akte, ki jih je v tem času Slovenija vseeno sprejela v smislu poprave krivic, predvsem pa v smislu ohranjanja spomina. Ampak to, da se je resnica ohranila, je šele prvi korak do sprave. To resnico je pač potrebno v drugem koraku prepoznati in jo pripoznati in ne zanikati dejstva. Desetletja se je v svetu govorilo o poskusu zanikanja holokausta, številne države imajo to opredeljeno celo kot kaznivo dejanje. V Sloveniji smo danes priča masovnemu zanikanju, še posebej posledic, pa tudi same narave komunističnega režima. V parlamentu imamo najmanj 3 stranke, katerih najvidnejši predstavniki enostavno ta režim prikazujejo kot nekaj, kar ni bilo nič slabega. Eno od teh strank daje ta režim celo kot primerjalni model za to, kako naj bi se država razvijala v bodoče. Se pravi, po eni strani so imeli nek pozitiven razvoj, kakorkoli okrnjen, po drugi strani pa negativen razvoj. Zdaj še vse je skrbi, ker so med tistimi, ki totalitarni režim prikazujejo kot nekaj dobrega, tudi številni mladi, ki so šli čez slovenski šolski sistem v zadnjih desetletjih in kjer je bila storjena očitno pri vzgoji in izobraževanju strateška napaka, ki seveda ni bila slučajna. Ker sta oba moja predgovornika govorila o teh konkretnih stvareh, mi dovolite, da zgolj poskusim zapopasti, zakaj ali pa kaj je nek skupni imenovalec tega dogajanja pri nas in kaj se skuša uporabiti kot inštrument za to, da se pač neko očitno, konkretno, dokazljivo, tudi samo priznano zlo zanika. Ko govorimo o samo priznanem zlu, govorim o pač uradnih dejstvih, ki jih je režim sam objavljal. Recimo znan je nastop nekdanjega jugoslovanskega ministra za notranje zadeve Aleksandra Rankovića v beograjski zvezni skupščini v začetku 50. let prejšnjega stoletja, ko je dejal, da so v obračunu z kontrarevolucijo bili zelo uspešni, saj so fizično uničili, se pravi ubili več kot 500.000 ljudi, nasprotnikov socializma in zaprli ali internirali v koncentracijska taborišča več kot 3 milijone ljudi v času od leta 1945 do leta 1951. Skratka, gre za grozljive številke, grozljivo priznanje, ki ne da se ga zanika, kot se je to poskušalo do leta 1990, ampak se ga strani nekaterih javno opravičuje in se še vedno ob različnih obletnicah uradno strani nekaterih političnih subjektov klanja tistim, ki so to izvršili. Skratka, gre za to, da se skuša eno zlo opravičiti z drugim. Se pravi, nekomu se za nazaj ali pa pač kakorkoli nalepi neka nalepka, etiketa, če šlo je za fašiste in zato jih je bilo dovoljeno pobiti. Da so med njimi pač dojenčki, otroci, ženske, civilisti v glavnem, vse te grozni številki, 500 000, to nekatere niti ne moti. Torej tisto, kar nas v tem drugem koraku v Sloveniji še čaka, je doseganje soglasja okrog dejstva, da enega zla ni mogoče upravičiti z drugim zlom.
da s tem, ko se eno zlo spopade z drugim, s tem še ne postane dobro. Mi pa tudi preko množičnih medijev v Sloveniji posredno, še posebej v zadnjem desetletju, poskušamo, da je neko zlo postalo dobro, ker se je spopadlo z drugim zlom. In da to opravičuje vse. In poslušamo, kako je bila recimo Srebrenica največji množični zločin po drugi svetovni vojni na ozemlju bivše Jugoslavije, kar seveda ni res. Srebrenica je bila velik zločin, ampak število pobitih tam je v primerjavi z 500 000 ljudi, ki so bili pobiti v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni, da bistveno manjše. Je pa tudi Srebrenica v bistvu posledica tega zla, ki se je skušal opravičevati z spopadom s nekim drugim zlom, z nacionalnim socializmom, kajti ljudje, ki so orkestrirali zločin, genocid v Srebrenici z Ratkom Mladićem na čelu, so bili vsi produkti Jugoslovanske vojaške akademije, ki je učila častnike, da je temeljni cilj vsakega oboroženega boja fizično uničenje sovražnika in če gre za razrednega sovražnika, še toliko bolj temeljito. Se pravi, ljudje, ki so zločine v Srebrenici izvajali, so delovali na podlagi uradne doktrine Jugoslovanske komunistične vojaške akademije, ki jih je to naučila. Tako da in Ratko Mladić je rdečo zvezdo na svoji kapi zamenjal z drugim grbom, verjetno samo nekaj tednov pred Srebrenico. Prej je šlo za isto stvar tudi v simbolih, kasneje pa so se simboli delno spremenili in zaradi tega številni na Zahodu govorijo o Srebrenici zgolj kot nekem nacionalističnem izpadu, čeprav je šlo za nekaj, kar ima vse atribute nacionalsocializma in zločinov, ki izvirajo iz tega pogleda na svet. In Srebrenica je neka stična točka, na kateri se natančno vidi, da ko gre za metode, za naravo, za odnos do človeka, do življenja, do svetosti življenja, ni nikakršne razlike med nacizmom ali komunizmom. Gre za natančno isto stvar, zaradi tega seveda tudi Stalin in Hitler oziroma Ribbentrop in Molotov niste imeli nikakršnih težav, ko gre za vprašanje načel, principov, vesti, filozofskega pogleda na svet, ko sta podpisala tisti znameniti pakt, ki je eno tako simbolno dejanje, ki seveda zaradi katerega ali pa na dan storitve tega tudi obhajamo ta spomin na žrtve vseh totalitarizmov v Evropi. Dovolite mi, da zaključim z neko zaskrbljenostjo glede na to, da recimo v odnosu med nekaterimi evropskimi dejavniki v zadnjem času do totalitarnih režimov, do zločinskih režimov opažamo dosti podoben pristop, kot smo ga lahko opažali v nekem obdobju v 30 letih prejšnjega stoletja do nacizma v Nemčiji, ko se je govorilo, pač s Hitlerjem se je treba pogovarjati, boljš pač 100 let pogajanj kot en dan vojne in tako naprej. In zaradi tega Zahod dejansko ni reagiral, dokler ni bil sam neposredno ogrožen. Zdaj, podobne stavke danes, če bi šli delati slovnično primerjavo, bi našli podobne stavke danes, ko nekateri govorijo tako o iranskem režimu, kjer so v zadnjih volitvah prišli na oblast ljudje, ki so zagrešili genocid nad lastnim ljudstvom ravno v času, ko se je v Evropi pač rojevala svoboda. In še nekaj takšnih režimov bi lahko našteli v soseščini Evrope. Tako da danes, ko se pač spominjamo žrtev
totalitarnih režimov na evropskih tleh, ne glejmo samo nazaj, ampak glejmo tudi naprej. Ker če se iz zgodovine nismo sposobni nič naučiti, bomo obsojeni na ponavljanje. In glede na to, da govorim kot predsednik vlade neke države, ki ima tukaj še ogromno za postoriti, govorim to smrtno resno in tudi z samokritiko. Dovolite mi, da zaključim z globokim poklonom žalosti v spomin na vse tiste stotine milijonov, ki so trpeli pod totalitarnimi režimi, na desetine milijonov tistih, ki so bili pomorjeni, z poklonom spoštovanja do vseh tistih, ki so se totalitarizmu uprli. Globok poklon sem tudi tistim, ki se jim še vedno upirajo, in z obljubo podpore vsem tistim, ki ohranjate spomin na te žrtve pred pozabo. Hvala lepa.